Lep pozdrav vsem skupaj na današnjem dogodku, ki ga organizira Inštitut za delavske študije. Namenjen je pa razpravi o knjigi profesorja Rastka Močnika o pisanju zgodovine. Preden začnemo, bi se rad zahvalil Trubrevi hiši literature, ki nam je omogočila, da ta dogodek izvedemo tukaj v tem prostoru. V tem prosu bi vas še, če se podpišete na ta seznam prisotnosti. In zdaj za začetek samo nekaj besed o knjigi, ki bo predmet današnje razprave. Knjiga o pisanju zgodovine je izšla lani pri založbi CF in mislim, da knjigo v prvi vrsti odlikuje neka prvina, ki jo je Althusser pripisal v pristni teoretski intervenciji, namreč v neko polje dominantne vednosti, v tem primeru zgodovinopisne vednosti, poseže s produkcijo in reprodukcijo epistemološkega reza, ki nekako zarisuje razmejitvene črte med teoretskimi praksami na eni strani in ideološkimi praksami na drugi strani. Zdaj, profesor Močnik po eni strani v tej knjigi ponudi zelo lucidno kritiko različnih ideologij, ki vplivajo na ali pa strukturirajo sodobno zgodovinopisje, od raznoraznih modernističnih ideologij kapitalistične družbe do ideologije scientizma družbenih ved, pa raznoraznih identitetnih ideologij države, nacije. In tudi preko kritike del eminentnih slovenskih zgodovinarjev, kot so Repe, Pirjevec in Dorotivec, nekako razčleni sistem uradnega slovenskega zgodovinopisja in pokaže, da v njem namesto teorije prevladujejo raznorazne mitološke in teleološke matrice in pa ideološki postopki, ki legitimirajo pretekle in pa tudi sedanje aparate gospodstva. Po drugi strani pa Močnik prek analize številnih mitov, verjetij, raznoraznih ideoloških praks, institucij in tako dalje razvije tudi serijo nekih teoretskih konceptov, ki po eni strani omogočajo neko preseganje ideoloških praks na področju zgodovinopisja, po drugi strani so pa tudi precej prodoren prispevek k teoriji ideologije nasploh. Zdaj bomo na tej današnji razpravi z avtorjem knjige in pa z dvema gostoma, kolegoma Levom Cendrihom in Sašom Jeršetom, razpravljali o glavnih tezah tele knjige. Osredotočili se bomo nekako najbolj na ideološke prakse in aparate, ki najbolj odločilno vplivajo na sodobno dominantno zgodovinopisno znanost ali pa vednost, recimo, in posebno pozornost bomo predvsem v sklepnem delu debate posvetili tudi dominantnemu zgodovinopisju v Sloveniji. Zdaj, če še na kratko, preden začnemo predstavljati goste, Rastka Močnika verjetno vsi poznate, ampak če je slučajno med vami kdo, ki še ni slišal zanj, čeprav težko verjamem v to. Rastko Močnik je sociolog, publicist, prevajalec in občasno tudi politični aktivist. Trenutno je zaposlen kot gostujoči profesor na Fakulteti za medije in komunikacije v Beogradu. Je tudi avtor številnih monografskih publikacij iz področja teorije, ideologije, epistemologije, družbenih ved in humanistike, semiotike, psihoanalize in tako dalje. Zdaj, če naštejem par njegovih knjig, to so Tri teorije, Teorija za politiko, Julija Primic v slovenski književni vedi, Veselje v gledanju, Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika, Spisi iz humanistike in tako dalje. Potem je z nami na moji levi še dr. Lev Cendrih, sociolog in zgodovinar, član uredništva založbe Sofija. Na Filozofski fakulteti je doktoriral iz teme znanosti, filozofije in ideologije na Slovenskem v obdobju med drugo svetovno vojno. Je tudi avtor dveh monografij, in sicer Marksistična formacija in The Road to Collapse, The Demise of the League of Communists of Yugoslavia. Potem je pa na moji desni z nami še dr. Saša Jerše, zgodovinar, profesor na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, član Slovenske matice in Dunajskega inštituta za
preučevanje zgodnjega novega veka, med drugim je vedel knjigo Vera in hotenja in zbrane razprave Arna Štromajerja, Svoboda politike in moč vere. Nedavno je šla tudi njegova monografija v nemškem jeziku z naslovom Im Schutz und Schirm des Reiches. Tako da zdaj, mislim, da najbolj zdaj, kar začnemo z vprašanji. Zdaj jaz bi kar, imam tudi pripravljenih enih 6 zelo široko zastavljenih vprašanj. Zastavil jih bom vsem 3, ni pa nujno, da vsi 3 odgovorite na vsako vprašanje posebej, skratka po želji, komu bolj paše. Zdaj, če začnem z neko tematiko, ki jo vi naslovite v uvodnem delu knjige, tam obravnavate več različnih ideologij, ki vplivajo na dominantno sodobno zgodovinopisje. Med njimi pa posebej izpostavite ideologijo scientizma družbenih ved. Skratka, naštevate neko heterogeno mnoštvo ideologij, recimo razne identitetne ideologije, modernistične ideologije, ampak poseben status pa pripišete ravno scientizmu, ki naj bi tudi enotil to heterogeno mnoštvo ideologij. Zdaj, moje prvo vprašanje bi bilo, odkot izhaja ta privilegiran status scientizma in na kakšen način strukturira polje družboslovnih ved nasploh in na kakšen način strukturira polje zgodovinopisja posebej. Zdaj pa, kdo bi si želel začeti? Nekaj kratko. Ta scientizem je gotovo ne pač v moderni dobi, ne z velikimi spremembami, ne z razvojem modernega, univerzitetnega ideološkega aparata, moderne raziskovalne sfere inštitutov in z nekega hotenja prenašati zglede iz naravoslovja tudi v nekem drugem na proučevanje družbe. Iz tega ne bi ponavljal kakšne zablode, iz tega pride v skrajni instanci tudi razne rasistične ideologije, pseudoznanosti, eugenike. Po drugi strani pa vznikne določena nova polja, nove vede, ki so zanimive, kot je recimo sociologija. Kar zadeva pa zgodovinopisje, je pa to scientizem, bi rekel, bi ga lahko povezovali z uvajanjem eksaktnosti, eksaktnih metod in vse te obrtniške učenosti, ki se jo učimo, smo se učili kot zgodovinarji na svojih kursih. To je centralno osredotočenje na zgodovinske vire in tako naprej. Zdaj, problem te ideologije je, da pogosto recimo ne bi bilo že samo sistematično, rigorozno delo z viri zadosti, recimo, da ne bi zgodovinar samo to počel in je to, skratka, bil objektiven, če se je dovolj potrudil, recimo, da je pregledal zadostno število zgodovinskih virov, če ni vsemu verjel, kar je tam noter prebral. Mislim, jaz splošno, če to, mislim, ta struja zgodovinopisja, ki je tudi pri nas bila prisotna na slovenskem, to je nemško zgodovinopisje, ta pozitivizem. V tem zgodovinopisju je to dovolj. Zdaj, kot pa Rastkotova knjiga pravi, z njej izide veliko problemov, če se že s tem zadovoljiš, ker potem vprašanje, kaj ti pa ureja ta tvoj zgodovinski arhiv, ker če ti pišeš zgodovino neke epohe, da si zadaneš nalogo, da boš izbral za to dovolj materijala, ki ne bi ga s prirodoslovno natančnostjo uredil. In še kaj je tisto, kar ti ureja tukaj? In tukaj je problem, če nimaš za tem teorije, ki je neka instanca, recimo, zaideš v ideologije, lahko tudi apologijo sedanjosti, čeprav boš v preteklosti. Vendar prepričan sem, da so to detajli, o katerih bomo danes še govorili. Po eni strani je z tem scientizmom problem popolnoma zavreči, se ga ne da. Eksaktnost, recimo, je če hoče zgodovinopisje biti znanost, recimo, je potrebno. Ampak potrebno je še mnogo več od tega, ampak vse o tem se bomo danes še pogovarjati. Torej, morda sem začetku reči, sam se eno občo impresijo, ki v tej knjigi, torej sem zelo vesel te knjige, posebej zato, ki je zelo reflektirana, zelo odlično artikulirana.
in ki ima nekaj človek rekel humanističnega v sebi, ampak v tistem klasičnem izvornem smislu, o čemer priča pravzaprav tudi ali pa izdaja avtorja, njegova intenca, naslov o pisanju zgodovine, humanisti bi rekli, da je historiografija mundi. In ta ambicija osvoboditi, torej v tem primeru zgodovinarja oziroma človeka, ki reflektira, ki že preteklost, osvoboditi vsakršnih ideoloških spon, tudi med drugim scientizma. Jaz mislim, da scientizem, tako kot ga Leo razlaga, in se da ga pravilno razlaga, je, torej ne samo, da se ga ne gre v celoti zavreči, ne, mislim, da sploh tukaj se pa z Leo ne strinjam, ne, da se ga ne da v celoti zavreči, nasplošno pri njem je treba scena ustrajati. Zdaj, zakaj? Zato, ker je izvor, torej tisto, kar je v središču zgodovinske znanosti, je poznavanje dejstev. Poznavanje dejstev, kritična analiza virov, ki nam razkrivajo dejstva o preteklosti in jaz seveda ne vidim, torej jaz vidim scientizem samo kot pravzaprav orodje, ali pa kot bi človek rekel samo kot inštrument za proučevanje, ali pa za odkrivanje in proučevanje in razlaganje preteklosti, ne vidim ga kot ideologijo. Tukaj se morda z obema kolegoma ne strinja, torej ne vidim jo kot ideologijo, če ideologijo razumemo v tem Althusserjevem smislu, torej ideologija je to, kar interpelira subjekt, kako že pravi Althusser, individume v subjekte, ali kako. Tukaj je torej absolutno nasprotno, ne zavračati, torej te klasične zgodovinske metode, ampak pri njej ustrajati in jo seveda reflektirati. In morda je res, in zato pravim, da je ta knjiga pravi blagoslov slovenskega zgodovinopisja, namreč ta knjiga dejansko reflektira tako neko občo zgodovinsko metodo, kakor tudi slovensko zgodovinsko metodo, jo torej reflektira, ji ponuja, ji podrži ogledalo, ji ponuja neko teorijo. Slovensko, mislim, da so nekateri učitki, profesor Močnika v tej knjigi slovenskemu zgodovinopisju premočni, morda celo krivični, ampak nekaj pa drži, slovensko zgodovinopisje je rezistentno za vsako teorijo. Torej, z redkimi izjemami slovenski zgodovinarji, za kateri je seveda ne mislim, da so slabi. Ampak čudno, in to je tudi še meni čudno, ali pa sam, torej, ne razumem čisto dobro, zakaj je tako, zakaj teorije ne jemljajo vsaj kot njih, vsaj kot nekakšno inspiracijo, kot inspiracijo. To se seveda v zadnjem času spreminja, ampak vendarle vas čist premajhnem, torej po mojem, čist premalo in počasi. Ja, hvala lepa za obojni komentar. Jaz moram reči, da res sem občasno v tej knjigi zloben, strupen in ne mara krivičen, kot je rekel kolega, ampak začetek te knjige je pa poklon zgodovinopisju, ker jaz skozi eno logično preigravanje neke logične konstrukcije, ki sem jo našel v zametku v Momiljanu, pač pokažem, da je zgodovinopisje zelo tvegana in zahtevna zadeva. Kaj ti? Jaz konstruiram situacijo, ko ugotovitev resničnega dejstva diskvalificira sicer pravilno hipotezo. In to seveda kaže na problem pisane zgodovine. To boste brali, to je pač logicistično, tako malo, mogoče malo mučno, ampak v glavnem je komično, jaz pač konstruiram situacijo, ko pa zgodovinar ugotovi neko dejstvo, ki ga prej ni poznal, ki drži, ampak mi spodbije hipotezo, ki je pravilna. Kar pa zadeva scientizem, jaz mislim na tisto kritiko, ki jo je dal
Wallerstein kako odpreti družbene vede, pri čemer mislim, da je Wallerstein in kolegi, da so preveč optimistični. Moja splošna pozicija po tem, ko sem oddelal svojo delovno dobo na univerzi znotraj družbene vede sociologije, je ta, da so družbene vede kompromisna formacija, ki je nastala pod pritiskom neke paradigme, ki ne ustreza njihovi ambiciji, ali pa če se še bolj malo preprost, njihovemu predmetu proučevanja, ki je zgodovina človeških družb. Prvi veliki prelom, ki počas začenja našo epoko, našo dolgo epoko, je bil humanizem. Kolega je humanizem omenil. Humanizem je prelomil z poprejšnjo, tako imenovano scholastično znanostjo in teologijo. Scholastiko je očrnil humanizem in Descartes in seveda mi živimo pod ideološkim vtisom tega tendenciozne propagande proti scholastiki. Treba je zavzeti neutralno stališče in ugotoviti tole. Scholastika je bila prvič logika, aristotelovska logika, in drugič aristotelizem v splošni znanosti. Kot logika je dosegla briljantne rezultate. Humanizem je prelomil z aristotelovsko tradicijo in upeljal platonizem, ki je čez 100-200 let pripeljal do Galileja. Galilej je začel svoj programski tekst z stavkom knjiga sveta je odprta vsakomur, da jo bere. To je srednjeveška, klasična srednjeveška metafora, topos. Pa pa reče, ampak treba je poznati jezik, v katerem je knjiga sveta napisana, in to je matematika. Tukaj Galilej ni bil popolnoma nov, to so že izviti pred njim trdili, to je neoplatonizem, vendar je Galileju uspelo nekaj, kar pa seveda znotraj aristotelizma ni mogoče. In sicer, da je znotraj kontingentnega, naključno zavezanega tukajšnjega sveta, pod luno, sublunarnega sveta, uspel uveljaviti matematično metodo. To, kar se še danes učimo pri fiziki v srednji šoli. Zakon o prostem padu oziroma enakomernem pospešenem gibanju, nihanje in tako naprej. Kako je on to dosegel? Tako da ni meril absolutnih številk, ampak proporce med količinami, ki jih je zaznamoval z majhnimi črkami. In je naredil nekaj epohalnega. Namreč, združil je tisto, kar je v aristotelizmu ontološko razločeno, namreč gibanje zvezd, ki je večno in zbirom enako, in ki uboga univerzalne zakone, kot bi danes rekel, in ta svet pod luno, ki je naključen in kjer so ljudje svobodni. Galilej je pokazal, da je mogoče, s tem, da se merijo proporcije, ne pa absolutne količine, kar je zelo grški pristop in glede, da je mogoče tudi ta svet matematizirati. In sociologija kot empirična statistična veda še danes poskuša to narediti, čeprav jaz mislim, da je nemogoče in marsikdo misli, da je nemogoče. Skratka, humanizem je prelomil z aristotelizmom na ta način, da je na mesto logike upeljal retoriko, kar je bilo zelo nevarno, ker to je prepričevanje, ne pa iskanje resnice, in s tem, da je uvedel eno novo metodo branja tekstov, ki je temeljila na erudiciji. In je bil sposoben zelo močnih znanstvenih dosežkov. Približno 60 let
potem, ko se studija humanitatis pojavila kot program, je bil Lorenzo Valla sposoben, da demistificira kot ponaredek osnovno listino, na katero se je Papeška cerkev sklicevala, namreč Konstantinovo donacijo, kot ponaredek je nastal nekaj stoletij po Konstantinu. In to je bilo mogoče s nekim posebnim branjem besedila, ki je hkrati gramatično, jezikoslovno, starinoslovno, išče simptome, je bolj freudovsko v resnici. Išče simptome in reče, evo, ta stavčni obrat je nizka latinščina, takrat v času Konstantina ga niso uporabljali. Tale atribut imperatorja je poznej, so prepeljali barbari, to ne velja, je 300-400 let poznej upeljan. Skratka, na ta način je humanizem dosegel precejšnje uspehe. In je imel tisto, kar je potrebno za novo znanost. Imel je inštitucijo, proti univerzi so ustanavljali akademije, imel je novo znanstveno prakso, to branje besedil na eruditski način in imel je novo govorico, očiščeno, klasično latinščino. Če danes beremo humaniste, seveda je treba zmerno misliti, kako bi se rekli v italijanščini, ker ta njihova latinščina ni kot ciceronovska, kot so oni mislili, ne? Ampak vseeno, imeli so svojo govorico. To je bil program, ki je bil močen in ki je uspeval. Vendar so imeli eno veliko pomanjkljivost, namreč bili so elitisti. Govorili so jezik, ki so ga znali samo oni. Bili so državni tajniki, so pri florentinskih vladarjih, skratka, bili so politični svetovalci, kot bi se rekli, uspenjajočih se bankirjev in protokapitalističnih razredov. In skratka, ko je prišel Galilej za svojo pragmatično, praktično, vulgarno, profano znanostjo. On prav, jaz sem izumil, kraduje ideje, ki so jih drugi praktično izpeljali, pa jih je on teoretiziral, pa jih je pa prodajal, kompas je prodajal. Pa prav, to je odlično z artilerijo, pa se lahko bolj strejali, kad ste prej, ki ste morali tako malo od oka, zdaj pa ste pa kompas, pa ste kote lahko natančno določili. In ali pa darogled, ki ga je seveda odpiral tudi gor, ne samo kako so vojaki razpostavljeni. No, ampak on je bil pa prvi moderni znanstvenik. In ta nova paradigma je seveda to diskreditirala humaniste kot čvekače, retorične mojstre, ki lahko prepričajo kakšnega politika, ki lahko sklenejo kakšen mirovni sporazum, ki pa ne morejo proučevati sveta. Ne morejo proučevati. In je diskreditiral humanizem in potem seveda bolj prišel pa Descartes, ki je potegnil filozofske konsekvence galilejevske fizike in je rekel, vsak od skolastike je zaprč vršt, treba se je zanesti na lastni razum in jaz vam bom povedal, po kakšni metodi se morate ravnati, da boste pravilno ravnali svoj razum in prišli do resnice. Humanizem je bil out in z njim vsa humanistična veda. Potem se samo trudi, da bi posnemala galilejevsko fiziko. In poskusil je zelo velik jezikoslovin so prišli zelo daleč, to je egzaktna veda, v politični ekonomiji oziroma ekonomiji pa ne, kjer v matematične modele uporabljajo drugače in danes zelo represivno, ko se mora realnost matematičnemu modelu prilagoditi in to seveda ko bi rekel, pripelje do varčevanja, do fiskalne stabilnosti in tovrstnih groznih stvari. Skratka, moja teza religiozitizma je ta. Družbene vede so posledica posnemanja galilejske paradigme in nastanek družbenih ved so neuspehi
neuspehi teh poskusov. Prvi kritik kartezianizma in galilejevske in prenosa, mehaničnega prenosa galilejevske paradigme na družboslovje je bil Giambattista Vico, en konzervativ sicer, profesor retorike, ki ni zelo napredoval v establishment najnižja, takrat stopnica, imel prveletnike. In skratka... Ampak uvodno predavanje, vsako leto. Tako je, to je bilo pa... Tako je, točno. Evo, hvala. Bil pa zato čast, da je v nazvočnosti neapeljskega kralja imel uvodno predavanje v novo šolsko leto. In v enem od teh predavanj ki ima naslov, ki je zelo banalen, o študijskem programu našega časa. Ratio studiorum je to, kar je danes študijski program, predmetnik, kurikulum, silabi in tako naprej. Skratka, in tam je razvil eno gledanje, ki ponovno uvaja eno antično, aristotelovsko, pravzaprav različevanje, in to je, da človeških zadev ni mogoče proučevati na način matematike, ampak z metodo starih, ki pravi topična metoda. Moderna metoda je kritična, to je metoda gospoda Kartezija, ki lahko dopušča dolga sklepanja, ker je to matematična metoda, vas aksiome pa teoreme izpeljujete. V človeških zadevah je to nemogoče, ker človeške zadeve so kaos in isti dogodek, isto situacijo je mogoče opisati na radikalno različne načine, če gledate z različnih stališč. In to so topoji, to so kraji, odkodar pogledate na kaos v sedanjosti. In če pogledamo tako, pač vidimo, da je ta sedimentacija družboslovja rezultat poskusa, da bi upeljali kritično, kartezijansko, galilejevsko metodo v človeške zadeve in ne uspe, nastane neka topična veda, na primer zgodovinopisje. In potem rečemo, v redu, bomo naredili nekaj božga, nekaj, kar bo res kritična metoda, poskusimo, naredimo recimo politologijo, ki se na pravo naslanja, pa spet vidimo, ni res, je ravno topična metoda, agonistična, konfliktualna, gremo naprej. In iz teh neuspehov, ko poskušajo delati kritično metodo, na koncu nastane topična metoda, so nastale družbene vede, družbene vede, na koncu sociologija in ekonomija. Skratka, Vico, topična metoda, jaz mislim, da ima Vico prav in da je družboslovje problematična zadeva. Ko ste omenili to topično metodo, skratka, gre se za to, da se more na človeško zadevo, kakršnokoli že gledati z več različnih krajev. Ampak zanima me, a je to ustrezna alternativa tej kritični metodi, ki se zgleduje po galilejski fiziki, ker po neki strani je to ravno danes aktualno, ker se zdi, da je edina danes dejansko obstoječa alternativa temu pozitivizmu ali scientizmu ravno nek postmodernizem. In zdi se na prvi pogled, da je ta predmoderna topična metoda zelo podobna raznoraznim postmodernim postopkom, ki tudi v bistvu pristajajo na to, da je vsak predmet mogoče zapopasti preko mnoštva nekih heterogenih perspektiv, ki so med seboj v bistvu nekomenzurabilne in med katerimi ne moremo vzpostaviti neke resničnostne hierarhije. Tako da zanimalo bi me, kako bi recimo opredelili razmerje ravno postmodernizma in te predmoderne topične metode. In še vprašanje, recimo, obstaja tudi kakšna tretja pot med tem rigidnim scientizmom na eni strani, pa pač množstvom nekih enakovrednih interpretacij na drugi strani. Če pa kar nadaljujete ali pač nekdo.
Jaz nekaj sem nekaj rekel, da pač danes, ko nastajajo vedno nove študijska polja, nove smeri, jih ne žele mogoče neka naivna želja po nekem novem spoznanju, ampak so popolnoma v bistvu tržne, mislim, nastajanje nekih novih tržnih niš, koliko so univerze, pač podjetja, velike korporacije in pač nimajo nikakršne, tudi nobene povezave več, recimo z nekim zgodno-novoveškim prizadevanjem, nekim pač novimi iskanji, tako da v bistvu neke analogije ni videla. Mogoče je imela pač moderna država, ne vem, še 19. stoletja, ko ni bilo še takega trga v bistvu na izobraževanju, ne, da so imeli mogoče razsvetljeni absolutizem, recimo, mislim, funkcionarji, ki so pač preurejali znanstvena polja, ne, še kakšen idealizem, pa je imelo to pa kakšen delež, ne, bi se dali mogoče narediti neko korelacijo, recimo, ne, danes pa pač zagotovo ne. Zdaj pač ta postmodernizem sam, ne, če gremo na zgodovinopisjo, to je tak zelo, zelo širok pojem. Jaz se bojim, da doskrat vanga slačimo vse, kar nam ni všeč v bistvu. In to lahko zelo hitro rata v bistvu kot nek bav, recimo, no. Pač nevarnost je, da iz tega naredimo isto kot neko dihotomijo med materializmom in idealizmom, pa iz tega ne nujno pač pride kaj pač produktivnega ven, ne. Mi smo že prej neko vodno diskusijo, recimo, kako ćemo zdaj definirati postmodernizem v zgodovinopisju. Smo že tle, da bomo kasneje se kaj pogovarjali. Ne, težko mislim, kaj bomo tle dali mikroštorija, recimo, ki je pač taka redno špektabilna, v bistvu metoda, mislim, celo raziskovalno polje z svojim knjigami avtorji. Ali je to, recimo, res tisto zgodovinopisje, kjer ne ločiš več, kje je literarna fikcija in kjer ne bi se pač res navezovalo na neko zgodovinsko realnost, ki so pač tukaj korenine tega, ne samo na zahodu, recimo, ampak tudi med vzhodnoevropskimi disidentskimi žanri, kot so Aleksandar Zinovjev, recimo, pa Solženicin, recimo, ki pač imaš literarne oblike, pač raziskovanja. In nikoli ne veš, pač pred čem si. Zdaj jaz sam mislim, da pač tam, kjer je mikrostorija, recimo, kjer imaš ti, recimo, pravka, imaš celo monografijo, ki so pa, recimo, samo z eno družino, zgodovino ene same osebe, ne, da to miraš ti proti neki socialni zgodovini, recimo, po drugi svetovni vojni, analogski ali kakšnim historično-materialističnim delom ali velikim sintezam, jasno je, da pač ti to razbije. Je to mogoče razbiti, pa se sud zelo hitro, ne. Vendar je pa mogoče, recimo, iz teh družin, recimo takih mikrostorij dobiti zanimive primere, ki se jih da, recimo, integrirati v neke nove sinteze. Recimo, vsi naslednje Hobsbawm to dela. Hobsbawm, recimo, za svojo, recimo, zgodovino čez skrajnosti, če zanim samo ta primer, ni naredil nobenih posebnih tako empiričnih raziskav. Se kako boš naredil empirično raziskavo, recimo, za celotno 20. stoletje na celotnem planetu, ampak pač lepi med sabo, za njim postojijo pač jasno določeni koncepti, seveda, historično-materialistični, ki jih je on pač absorbiral čez svojo dolgo kariero za biologov, za altizere, za vulgarne marksisti in vsemi drugimi. To je jasno za temi pač. In take sinteze pač je mogoče integrirati dele tanskega zgodovinopisja, mogoče to uporabljati pač pri antropologiji, recimo, pač sam življenjepis pač neke družine, ne, če imaš ti določene koncepte, zato je pa tukaj pomembna zgodovina, mislim, teorija, kateri pač Raspo piše v knjigi, ne, ker je ravno teorija ključ, kako produktivno integrirati te oblike zgodovinopisja. Zdaj, kar je meni tukaj problematično, pri tem postmodernističnem zgodovinopisju, ali pa pri takih pač podjetjih, take mikrozgodovine, so pa ideologije, ki se vežejo na to, recimo, ne. Skratka, neke obče sodbe, kako se ne bi proučevalo preteklost, kako se ne bi delalo pač, ne vem, družboslovje, ne, kako ni mogoče vzpostavljati nobenih zakonitosti, recimo, kako je, recimo, so koncepti družbe out sami po sebi, kako razredni boj je v bistvu ideološka floskola, kolikor ni ideološka floskola, samo v bistvu neka oblika nasilja. Hočem reči, to je pa izven teh praks, recimo, jaz mislim, da je treba to ločiti, tako kot recimo pisateljev, ne vem, Balzaka, ne vem, ne sodimo po njegovih političnih nazorih, ne, ampak pač gledamo pač njegov veliki roman, tak, kakršen je, recimo, ne, da pač probamo nekako ločiti te ideologije, ki tukaj obstajajo, pač probamo mogoče kaj koristnega tudi iz tega narediti. Da, mislim, da ključ je, da zelo sediva na skrajnih točkah tega oblicja. Ko gre za postmodernizem, je mikrozgodovina, mikrostorija
prav gotovo ni tisto, kar meni pride največ na misel. Mikrohistorija, torej ta paradigma, temu tako rečejo, Ginsburga in pa Levija, ki je naredila potem veliko kariero za italijanske zemljopisijo, pa potem nekaterimi prelomi in torej med modifikacijami nemškem zemljopisijo vsaj. Torej, to je neka literarizirana, literarizirano zemljopisje, ampak sicer je to zemljopisje, ki temelji na scientistični metodi. Torej, tukaj, samo, če bi rekel, duktus je drugačen. Ima pa ta postmodernistična dilema precej daljšo brado, kot se zdi. Recimo, Hans, že tam v 70-ih sta imela Goloman, pa Hans Ulrich Wehler, torej na eni strani zgodovinar z izrazito literarnim, pesniškim pristopom do te obrti ali pa vede. Na eni strani in pa veljonska figura nemške socialne zgodovine, strukturne zgodovine, na drugi strani na korespondenco in v tisti korespondenci je moral Hans Ulrich Wehler prebrati tudi tale stavek, ki mu ga je napisal Goloman. Die Historie ist eine Kunst, die auf Kenntnissen beruht und sonst ist sie gar nichts. Zgodovina, historija je neka umetnost, ki temelji na spoznanjih, sicer ni pa čisto nič več. Hans Ulrich Wehler se seveda s tem strinjal, je šel v svojo pot, ampak ta dilema, ali je zgodovina pravzaprav res samo pripovedovanje nekih zgodb, ali pa je za tem stoji vendarle neko spoznanje. Mislim, da pravzaprav vi ne govorite o tej svoji knjigi, ampak sicer vedno obstaja neka dilema, kaj je pa zgodovinska resnica. Primer se ta pojem narobe, ali pa neroden, ali pa zoperen, resnica vendarle aplicira neko ambicijo po neki absolutni vednosti, ki je pa, kot vemo, ni mogoče doseči. Torej, jaz bi prej govoril o nekih zgodovinskih spoznanjih, do katerih je pa vendarle mogoče priti in ki niso pravzaprav in ki temeljujo na nekem trdem delu kritične analize, scientistične metode. In ko praviš, kaj si rekel že, ideologije, torej mislim, da se na postmodernizem ali pa na to, ali pa če vzamemo mikrozgodovino, torej te niso nič pa izpostavljeno ideološkim, da tako rečem, vplivom ali pa ideološki nevarnosti, kako se druge paradigme. Zato mislim, da so se v enaki meri izpostavljene ideološkim vplivom. Gre seveda za to, da se mi to predočimo in da mi to reflektiramo in da so močni v tej knjigi to seveda pokaže, kako je to mogoče. Videla sem, da se dotaknila in tudi obdelala razne točke, jaz sem samo fusnote dodal. Lev je govoril o odnosu med zgodovinopisci in akademskimi delavkami oziroma delavci v starih časih in oblastjo. In tukaj bi jaz dodal to, da tukaj se je res nekaj zgodilo. Recimo François I, francoski kralj, je proti Sorboni, ki je bila konzervativna mračnjaška, ustanovil Collège Royal, današnji Collège de France. Humboldt, ki je upeljal nov tip univerze, kakršna je bila Ljubljanska na svojem začetku, Humboldtovske univerze, je bil državni uradnik. Je imel mandat oblasti, da to naredi. In Napoleon III, slabega slovesa, ki je pač Marx grdo obravnaval v 80. primerju, je naredil reformo univerz, zato ker so opazili, da francoske univerze zaostajajo za nemškimi, ki so opustile Humboldtov model in upeljali raziskovalno univerzo. Univerza, ki je organizirala okoli laboratorija. Danes pa ustanavljajo centre odličnosti.
Ne? In tukaj vidite, da se je zgodila nek zgodovinski prelom. Potem smo poskušali pisati v knjigi Kam po univerzi, kaj po univerzi, ne? Ampak tukaj nekam to točko. To samo pozabljam, da je tukaj nek resen problem. Postmodernizem, to sta oba obravnavala. Zame je postmodernizem tega vidva v resnici ne upoštevate, ker se vam zdi preveč preprosto. Ne? Ampak to so tista vrsta pristopa, prijema, ki ne mara velikih teorij, ki noče velikih zgodb. Ne, to je bilo tudi politično geslo, konce velikih zgodb, to se pravi socializma. In zdaj bomo pa še malo pragmatično upravljali z državo, ne, in to se govori v času ene največjih zgodb zgodovini človeštva, ki preprosto pravimo globalizacija. Ne. Mislim, da zame je postmodernizem tudi tisti način, ki kulturalizira družbene probleme. Se pravi, ki se ukvarja z reprezentacijami bolj kot z mehanizmi, ki te reprezentacije, te predstave proizvajajo, in bolj kot s strukturnimi vzroki, ki te mehanizme nosijo. Ne? Skratka, jaz bi to, zdaj bom pa plonkal, Majo Breznik, jaz bi to po nazoru z razlikom med Ginsburgom, ki ga je kolega omenil, pa ti se tudi na njega nanašajo, Ser in črvi, on izhaja iz Gramscija, pa vzame en problem, čisto eno zgodbo enega mlinarja, ki se je naučil brati in je bilo to zelo Če niste brali te ampak je prevedena, je dobro napisana, je dobro napisana. Skratka, človek se je naučil brati in začel razmišljati in to je seveda bilo smrtno nevarno v njegovem času. On pa izhaja iz Gramscija. Potem pa, na drugi strani ste pa tretjo generacijo nadov, ki pa ne mara velikih teorij, ki pa začenja z idealizmom, kulturalizmom in tako naprej. V nasprotju z tistimi, ki so začeli to šolo. Skratka, kar pa se vašega vprašanja tiče pa takole. Viko je imel na voljo dve tehnologiji, pravo pa retoriko. In je s tem naredil, kar je pač dobro reče. Mi imamo pa danes predvsem boljše orodje in temu se reče teorija ideologije. Kar pomeni, da topoj ne vlečemo več iz priročnikov za retoriko in iz rimskega prava, ampak iz ene teorije, ki je široko polje z različnimi podteorijami, kjer se spopadajo, ampak mi vemo, da topos ne visi v zraku, ni nekaj, kar je Aristotel kodificiral in Cicero prakticiral, ampak je to le socialno, družbeno dejstvo, ki se ga da tako tudi raziskovati in zato hkrati s krajem, odkoder nekdo gleda, preučujemo tudi tistega, ki tako gleda, tistega, ki je domačin tega pogleda. To pa v bistvu zdaj je izhodiščna točka ravno za neko drugo tematiko, kateri namenite dost strani v tej knjigi in sicer vnašanju antropoloških postopkov v zgodovinopisje. Vi po eni strani pozdravljate ta, kot mu rečete, veliki teoretski preboj v zgodovinopisju 20. stoletja, ki v bistvu pride s tem, ko Mark Bloch uvede antropološke postopke v zgodovinopisje, ampak po drugi strani pa posvarite ravno pred tem, da se hkrati s to uvedbo teh postopkov v zgodovinopisje prigrade tudi fetiš domačinskega pogleda. Zdaj v sami antropologiji, kot pravite, sta tukaj v bistvu nekako dve različni stališči kristalizirani. Na eni strani recimo Clifford Geertz, ki trdi, da je privzem domačinskega pogleda nujen, če hočemo imeti neko znanstveno antropologijo, po drugi strani pa recimo Levi-Strauss svari pred nekim nekritičnim privzemanjem domačinskih teorij ali pa predstav. Zdaj, moje vprašanje je bilo, kako je s tem z rokovanjem z
domačinskimi predstavami in teorijami v samem zgodovinopisju. Kakšna je tukaj situacija v dominantnem zgodovinopisju in kakšen, mislite, bi mogel biti pristop zgodovinarja do domačinskih predstav, skratka, bitno prevzeti, preprosto ignorirati, ali obstaja še kakšna druga možnost, če pa z vami zdaj začnemo. Torej, ne vem nekaj pojmovnega. Fetiš, ne vem kaj fetiš domačinskega pristopa. To je pač izbira, ne? Zdaj, torej sam se se že razumem kot eden človeka, ki bi rad razumel pogled domorodcev, no, tako rečem. Ki bi rad razumel pogled domorodcev in ki sem se pri svojih, če mi dovolite, da sem oseba, torej, ki sem se v teh svojih študijah zelo navduševal in navdihoval zlasti pri fotografiji. Zdaj, s tem domačinskim pristopom je pa tako, kot pravi Girc, v bistvu svoji, mislim, da gotovo odlično, torej najbolj v svojem tekstu, z domoročevega zornega kota, z tem torej razumevanje tega domačinskega pogleda domorodcev, domačinskega pogleda, je prej podobno, kot pravi Girc, je prej podobno branju pesmi kot pa v Haidu. Skratka, gre za, in to pa v tem imamo morda nekaj postmodernističnega, torej gre za neko, torej na podlagi nekega klasičnega zgodovinskega dela, pridobivanja nekega vedenja o stvari, in pa seveda se mi zdi, da to pa je grozno pomembno, ampak in pa seveda sposobnosti uživetja, empatije, je mogoče ta domorodčev pogled vendarle doseči in ga torej, mislim, da čisto legitimna in prakticirana z uspehom, ali pa z uspehom v tem smislu, da s tem pridobijo neko zgodovinsko vedenje in zgodovinska spoznaja, torej izbira, zgodovinarjeva izbira. Temnič fetiši. Ja, potem ste pa drugo rekli, kaj je dominantno, dominantno imopisje, no, domačinska, ta pogled, ta antropološki pogled, in vsaj v slovenskem imopisju prav gotovo ni. Tudi sicer morda o tem, kaj je uradno in dominantno zgodovinopisje, morda malo kasneje. Zdaj pa bomo o tem več rekli v sklepni besedi, ko bomo šli ven na konkretne primere slovenskega zgodovinopisja, pa ti si ravno pokazal v svoji knjigi, v sklepu, da pač ne rabimo imeti antropološkega, sofisticiranih antropoloških metod, glede verjetja, ne verjetja domorodcem, pa imaš vendarle nasedanje pač domorodskimi ideologijami, recimo, to je pri teh treh velikih zgodovinarjih, ki jih imaš ti noter. Svoje vprašanje, kateri so simptomatično, nekaterim domorodcem verjamejo, nekaterim domorodcem, drugim pa ne verjamejo. Nekateri so ideološko zaslepljeni, zdaj drugi, recimo, prepetov je glavni Jack Stanley Kavčič. Pač to vemo, to je človek, ki je že desetletja nazaj videl pravo prihodnost, kaj se ne bi imelo zgoditi in pač na osnovi novih zgodb in nezgod, recimo, ko veš zgodovino tranzicijo verjameš. Zdaj Boris Zihar ali njega vsi podcenjujejo, recimo, njega vsi za čudaka, njega recimo noben ne jemlje resno, v najboljšem primeru, vsi do njega sam pokroviteljski odnos. Jaz ga jemljem resno. Nisem dati. Nekateri se ne jemlje resno. Zdaj pa, kaj pa nasplošno pač početi, ne vem, z domačinskimi pričevanji, mislim, brez njih se ne da pač zgodovinopisja pač pisati. Mislim, pač treba jih je pač, se treba odgovoriti na ena težka veliko vprašanje, pač kaj je sploh je cilj zgodovinopisja, recimo, ne. In kakšnega zgodovinopisja, pač ko to vemo, recimo, no, pa tudi vemo, pač kaj s tem delati, no, ker pač imamo neke ključe, neka orodja, kako organizirati ta material. To je to, ker v nasprotnem primeru pač je zgodovina, to niti ni zgodovina, ampak je v bistvu pa samo pač kronologija nekih dogodkov, kjer ljudje izginejo, velik projekt socialne zgodovine, pa je bil pač vrniti nekako množice noter, pa istočasno ne izgubiti pač slike. Zdaj,
če imamo ta vprašanje rešeno, kaj hočemo početi, no, pa ni niti najmanjšega problema govoriti o verovanjih ljudi, ne vem, tudi če se nam zdi ravno še tako smešno, pa so del svoje resničnosti, pač zato je nujno, da imamo mi tudi nek modernejši, sodobnejši pogled, kaj je ideologija. Ne napačna zavest, da to ni laž, da to ni manipulacija, pa da pač ima svojo kreativno in pozitivno vlogo, recimo, pač kadarkoli, če ne drugega za to, no, ker pač to način, to je lim, no, mislim, če res zelo poenostavno izrazim, pač kar lepi družbo skupaj, no, in pač ta svoj pozitiven. Pa pač to je neka teoretska predpostavka, ki jo goji, recimo, pač določena teoretska, marksistična, strukturalistična, pač tradicija, ki pač vsi ne delijo tukaj jasno v polju humanistike in družbe. Verjamem pa, da ima pač veliko državniško zgodovinopisje, ne, ima pa s tem velike probleme, ne. Pač tisto, ki govori o vladarjih, ne, pač tam, če ni teorije, pa zelo hitro zaideš, ne, pa rečeš, pač, da to so inferiorne zadeve, to ni nič v primerjavi z neko veliko zgodovino, ne. Zdaj, teorija ne bi pomagala ustvariti, mislim, da ne obstaja več neke lažne hierarhije, je pomemben, ne vem, veliki vladar ali je pomemben kmet, recimo, ne. Dobre, skratka, kar zadeva domačinski pogled in antropologijo. Jaz bi so trdil, da je velika večina gradiva, s katerim ima opraviti zgodovinopisje, je domačinski pogled. Ne, to so pravni dokumenti, pogodbe, jaz bi izključil bi recimo materialne ostanke, pa bi pa rekel, kaj pa so materialni ostanki, to so pa cerkve, templi, palače, to je materialna eksistenca ideologije. Ne? Tako da, v resnici je res vse. Ne? Ampak je zelo pozno prišlo zgodovinopiscem na pamet, da bi eksplicitno se navezali na antropologijo, kar je naredil Mark Bloch, ki je v čarodejnih, ali kot Tomatürš, čudodelnih kraljih opisal eno verovanje, da namreč kraljev dotik zdravi bolezni. In marsikdaj jih je tudi res ozdravil. Zlasti pri tistih boleznih, kot je škrofuloza, ki so vezane na revščino in na slabo prehrano. Zdaj pa, mora biti dobro vladar, pa ima tudi zdravo bolezni revščina. Tisto, kar je fascinantno pri Blochu, je, da je on vzel za izhodišče Fraserja, ki je bil pač takrat bestseller in svetovni hit. Čeprav je bil Fraser ni bil zadnja beseda antropologije. Takrat sta pisala že Durkheim in Marcel Mauss, sta imela neke elemente teorije magije, ne? Marinovski je že takrat pisal, ne, ampak dobro, Marinovski ga ni mogel poznati, bi lahko je pa poznal Maussa, ki je pisal v francoščini, ne, ampak je bil v Parizu, ne. Skratka, vzel je zastarelo antropologijo, pa vendar mu je uspel en pomemben prelom. Gesla je bila pomembna, tudi Šufan. In zato ga jaz občudujem, ker mislim, da je treba razmišljati o tem, kar je govoril o tem, da se discipline drobijo, bolj je univerza komercialna, bolj se feudalizira, paste, to je značilno za sodobni kapitalizem, ne, da je treba začeti združevati. Ne. In takrat je bilo to, se to ni zgodilo samo v zgodovinopisu, zgodilo se je tudi v orientalizmu, Granet, proučeval z Kitajske, je upeljal antropološko metodo, pa Žerne, antični zgodovinar je tudi upeljal masivno upeljal antropologijo in je to povzročil zelo dobre učinke v njegovem delu. No in skratka, to je o antropologiji, ne? Ta integralističen, holističen prijem, to se mi zdi pomembno. Drugo je pa seveda vprašanje nasedanje na iluzije epohe in to je en stavek iz nemške ideologije, ne? Da tisti, ki niso dobri zgodovinari, ki niso materialisti, nasedajo na iluzije epohe in gledajo seveda rekel, ampak vsaka epoha ima več iluzij, ne? Eni so kmetove iluzije, druga so pa vladarjeve iluzije in je treba biti, ne? Treba to upoštevati, skratka,
domačini so različni, ker pripadajo različnim razredom, različnim družbenim skupinam. In mislim, da ko začnemo tako gledati, seveda lahko produktivno pišemo zgodovino. Ne? Namreč, lejte, Stane Kavčič je dobro primer, ne? Danes ga razglašajo za začetnika pokopa socializma in restauracije kapitalizma. Točno to so mu očitali njegovi nasprotniki. Popit in kompanija, skratka, trde opcije. Ja, pa ni res, meni osebno je rekel Kavčič, mi smo še zmerom razredna država. Tako da, ne? Ja, evo. Ja, sej, tem, če nadaljujemo malo z aplikacijo domačinskih predstav na konkretne primere, skratka, to, kar pokrijete nekako v drugem delu knjige. Tam preučujete v bistvu vpliv sedanjih domačinskih predstav na razumevanje revije Perspektive, ne, in tudi na razumevanje tega kulturnega življenja v socializmu nasploh. In zdaj pač najprej sem nekako, da si razjasnimo nekako kontekst, bi mogoče Leva, ti si pisal tudi o tem, da nekako razloži, zakaj je pravzaprav šlo pri reviji Perspektive, ne, zakaj se je zauzemal ta intelektualni krog, ki je bil zbran okrog te revije, v kakšnem kontekstu so delovali, ne, potem je pa nadaljevali z razpravo o tem, kakšne so recimo današnje predstave, kako današnji domačinski pogled, današnje ideologije vplivajo na predstavo o Perspektive. Revija Perspektive so še v tisto epoho, ne, v kateri je mogla pač taka progresivna politika, ki dala kaj nas, je hotela pač lansirati nek prelom z nekim časom, ali ko je povedal, da bi na neki noge mogla ustanoviti nek svoj časopis. Ne. To je bila to taka simpatična kontinuiteta, ki je obstajala recimo pač v času herojske dobe socialističnega, komunističnega gibanja v undergroundu, in je bila simpatična pol tudi za Jugoslavijo. Pač, na inflacijo vedno nastajanje nekih novih revij, ko se pojavljajo neki pač problemi. Moraš imeti revijo, moraš imeti krog določenih ljudi, ki bo pač začela neko debato, oziroma staja vsaj pač iluzija, ne pač, oziroma konstitutivna pač nujna ideologija tega režima je, da pač brez kritike pač nič ne gre, da so tukaj pač neki spopadi, spopadi so pač nujni, ne, in da jih je treba pač razrešiti, ne, na znanstvenem pač področju, če je mogoče, ne. Pač Perspektive sodijo neko tradicijo teh povojnih revij, ki iščejo pač nek nove oblike načina pač intelektualnega in političnega življenja, pač osnova dominantne ideologije pač je kritika stalinizma, ne, skratka osnovna pač predpostavka je, ki si jo deli pač, kot rečeno, pač režimski ideologi, pač tisti malo manj režimski ali disidenti, ne, da je treba narediti nekaj drugega, pač organizirati intelektualno in politično življenje kot v Sovjetski zvezi. In zato imamo cel kup revij, ne, ki pa pač vse spodletijo pač na svoj način, tako ali drugačne. Tako je pač propadena revija 57, pa predno recimo še revija Beseda in pa Perspektive je ena od njih. Pač sestavljajo nikoli ne enoten krog, ne, pač kot Rastko, da je velik poudarek, ne se delijo na literate, ne, pa marksistične pač filozofe. Ne. Vsi so takrat v tistem času pač na strani samoupravljanja, hočejo pač uresničitev pač ideala oziroma tega, kar režim proklamira, tako uresničenje nekega novega tipa pač socialistične demokracije. In v tem perspektivu, da o tem ne govorijo, ne, samo ne, ampak hočejo tudi na svojem primeru veljati. Naprimer, da jim ne bo nihče ukazoval, kako oni pišejo, ampak pač, če so oni neposredni, da so oni tudi neposredni producenti, ne samo delavci v tovarnah ali pa v tiskarni, kjer se ta revija štanca, recimo, da oni tudi pravico odločati pač o tej reviji in odpirajo pač določena vprašanja s tem, ne. In pač ta revija pač je treba reči, ne, ideologije, ki obstaja, ki se vežejo z njo, ne, v drugi strani ne dajejo neko preveliko težo, da je bila ta zadeva bolj prelomna, kot je v resnici bila. Realno je bil to nek majhen krog ljudi, ne. No, ogromen del javnosti za njo sploh ni vedel, dokler niso ukinili in prišlo do ukinitve, dokler pač ni nastala afera. In pač ljudje, ki so pač preživeli to revijo, so kasneje mnogi naredili dobre karijere, ne, so zelo glasni, se jih je slišalo in je pač to učinek, ne, kot da je bila to neka blazna velika zadeva, ki se je res fajtala za Stanetom Kavčičem, ki je bil takrat predsednik, pač sekretar pač
ideološke komisije partije, bila pa to resnici samo očitno ena od manjših problemov, ki jih je Stane Kavčič takrat imel, recimo, ne vem, pa Kardel, pa tisti, ki so se mogli ukvarjati, ki so tudi ne samo ostali, gledam že takrat politiko na globusu, no, in pač perspektive je bila pač ena od epizodic, ni bila toliko pomembna, kot je zaista iluzija pač marsikaterih pač akterjev tukaj. No, je pa zanimivo, no, zato ker primerljivo v vzhodni Evropi ne najdemo pač veliko takih primerov, če sploh kakšnega, kjer se pač kritične intelektualce degradira v nek sam izdat v Sovjetski zvezi, pa to ni ilegalna literatura, nobenega zaradi tega ne zaprejo, sam poskrbijo, da se pač njihova dela ne najdejo v knjigarnah, da pač so zaprti v svoje male obskurne kroge, kar je slabo, ker je iz tega pač za intelektualno, ne vem, zgodovino Sovjetske zveze, to ni bilo dobro, recimo, no. Tudi za vznika mnogo pač nacionalizmu, mračnjaštva in vsega tega, recimo, no. Mislim, v tem smislu pač so zanimive, no. Seveda se da še malo sikaj povedati, ampak to, recimo, za uvod, recimo, pač revija pač ukinjena, ne, Pučnika zaprejo takrat za nekaj popolnoma botnih člankov, ne, ki so pač zanimivi, recimo, njegovo bendenje, če socialistično politiko v kmetijstvu, ne, ki so točne, ki so blazno dobre, tudi ker Pučnik recimo piše razliko med mestnim in kmečkim otrokom, kako preživljata počitnice. Ne. Skratka, poletje je za mestnega otroka super, ki gre pač na Savo, ne vem, pač na morje, če ima srečo, recimo, ne, za kmečkega otroka pa to suženstvo, ne, pač ko postane last, recimo, ko ga je iztrgan ideološkemu aparatu države, ne postane last svojega fotra ali pa deda in pa mora garati na svojemu družinskemu gruntu celo poletje, recimo, in ko mi čaka pa, da se začenja šola. Mislim, take zanimive maoistične poante ima, ne, in pač sam Pučnik je hotel še nekaj več od tega, on je hotel v bistvu nek aktivizem, na pol lunatično, takrat partizansko vojskovanje proti temu režimu, ne, in pač so ga zašili, pač so ga zaprli, je pač oddelal svoje leta, ne, zdaj in ostali krvavneri, pa tej so dobili pa neke lažne kazni, no. Tudi v Parizu. To ni bilo lepo, no, ampak, ok, no. Ne je toliko za kakšne kratke, no. Potem ne bom pač sličil, je tukaj čisto. Aha, ja, te ste več prepozili, ne za nas. Skratka, evo, Leo je rekel, da se pripisuje perspektivam prevelika teža. Jaz bi povedal, zakaj. Ne bom ponderiral, ampak zakaj se prevelika teža pripisuje tej zadevi. Prvi zato, ker je to labodni sprejav slovenskega, zdaj v zelo narekovaju stalinizma. Ne? To je, takrat je bil takrat je bil Avbel predsednik vlade. Ne? In odziv na ukinitev perspektiv v javnosti je bil izjemno negativen in zlasti je bil javen. Naši razgledi imajo celo polemiko okoli tega. Skratka, takrat je, mislim, slovenskega stalinizma ali jugoslovanskega stalinizma je konec samoupravljanjem z prelomom z Sovjetsko zvezo, samoupravljanjem in velikim gospodarskim razcvetom Jugoslavije v drugi polovici 50-ih let. Ne? To je tako zanimivo. Ne? Intelektualno je pa konec stalinizma, takrat, ko so se ljudje upali začeti javno govoriti proti ukrepom oblasti, čeprav je bil to ukrep seveda delavske... Sovjetske zvezi so bili v času Stalina zelo popularni, mislim, bo zelo zaželeno kritizirati, non-stop. Ja, sem... Pisati to na pakah. To je res, ampak... Ja, dobro, v redu, ampak samo v času Stalina samo napadati. Ne? A veš, imaš tisto polemiko Buhari Preobrazženskem, te prej. Ne, smisli. Ja, dobro, vse redu. Skratka, kaj se reči, takrat je bila odprta razprava in ukrep oblasti, ki je bil formalno ukrep delovskega sveta državne založbe, ki mu je načinoval Rudi Čečinovič, ki ni hotel več tega sranja meščanskega tiskati, je konc tudi ideološko tega stalinizma. To je eno. Drugo je pa tisto, kar si sam rekel. Ljudje, ki so bili po perspektivah, so pozneje postali odločilni birokrati v ideoloških aparatih države, to je na univerzah, v založbah, v časopisih.
In so postali šolski poetje, ki jih berete v šolskih večitankah, in so imeli odločilno vlogo pri mistifikaciji, ki je pripeljala do odprave socializma in do razbitja socialistične federacije. Tako da, seveda je to nazajska optika, ampak vendarle, ljudje kot Šeligo so bili predsedniki pisateljskega društva, ki je imel zelo pomembno vlogo, ker je izdajalo neke proglase, ki sem jih jaz obdelal pod naslovom Moč banalnosti. Potem Pavček je bil urednik Cankarjeve založbe, Grafener je bil urednik Mladinske knjige, Dane Zajc je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev in je ustanovil komisijo za obrambo slovenske nacionalne substance. Skratka, bili so pomembna ideološka birokracija, ki je delovala skozi šolski aparat, ki je opravil možgane množicam prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so potem s plebiscitom, kot pravi z referendumom, se odpovedali socializmu in razbili federacijo. Skratka, za nazaj to postane pač en fragment v zadevi. Treba je pa seveda opozoriti, da kot si Tito rekel, perspektive niso bile monolitne, obstajala je vsaj razlika med esejisti ali pa teoretiki, kot so bili Karmauner, Rus in pesniki, kot so bili Zajec, Šeligo, Strniša, pa tudi znotraj literatov je bil Kozak, ki je bil drugačen. Skratka, to ni bila, ampak prevladala je literarna ideologija, ki se je končala v ideologiji Nove revije. Tukaj pa zdaj naslednji poglavje. Se gre na Novo revijo. Mislim, ker imamo pa istočasno, ne vem, od konca 70-ih in 80-ih še drugi tok, mislim, levičarski, marksistični tok v bistvu. In že ta v bistvu sesuje pač kardeljevske paradigme, veliko prej pred Novo revijaši, recimo. Se niso se Novo revijaši v resnici spomnili govoriti o civilni družbi, ampak se najprej začelo govoriti o socialistični civilni družbi. In so drugi krogi, recimo, začeli sesuvati s tem, ko so pač ugotovili, da pač Kardeljev koncept pluralizma samoupravnih interesov ne more delovati zato, ker ni nobenih znamilcev, da bi država začela odmirala, ampak da je pač non-stop močnejša. Če pa je temu tako, ne povem pa, da je treba urediti pravila igre. Skratka, odnos do represivnega aparata in enakovrednost pač subjektov, recimo. Pač tukaj ni nobene povezave neposredne med to literarno kulturniško reakcijo, o kateri ti govoriš v 60-ih, niti z novo revijaško, recimo s to razopito 57. številko Nove revije. Tukaj imamo tudi tihe ideologe, o katerih sploh malo govorimo, recimo, kaj so garnituro na pravni fakulteti, ekonomski fakulteti, ki je bila kasarna, mislim, tele družbeno-ekonomske pač preobrazbe, ki je res napisala ustavo, ne za filozofskim duhom Novo revijaško, ampak pač res konkretno, ki je delala resne modele, privatizacijskih modelov, očitno filozofi, niso znali, oziroma bodimo pošteni, pač to je bil njihov posel, da to delajo, ampak katerih ukrepi so imeli res realne pač učinke tukaj, so tiho, Čakamo, zdaj ti govoriš kot intelektualec, ne kot zgodovinar. Res je, da je bil ČKZ, časopis za kritiko znanosti, ki je razvijal čist drugo. Res je, da so bili problemi, ki so spet razvijali čist drugo teorijo. In res je, da je bil Černe, ki je bil socialistični ekonomist, ki je imel svojo varianto, pa Mrhar, ki je še danes marksistični ekonomist. Ampak, kdo je imel moč? Kdo je obvladoval množice? Šolski aparat. To so bili pa Pavček, Zajc, Grafener in kompanija. Mislim, konc 80-ih, in to se bo zelo banalno slišalo. A ni bila, ne vem, večja točka interpelacije agropop, ne vem, samo, mislim, mogoče lahko bi rekel, to, kar je bilo slišano že v šoli, ampak vendarle, Ne dajmo prevelike, ne vem, teže šolski učenosti tega, kar se v šoli, pač, mislim,
Dakle, spet predcenjujemo pač šolski pač. Ok, to je se rekel, mogoče mu ni zaverjeti. Ampak glej, Agropop je nova revija za široke ljudske množice. Če je pa nova revija, Agropop lahko ostaja pač brez nove revije. Nova revija je zaključena. Pa ne more nova revija, če je Agropopa nič ne more. To je res, ampak nova revija je zaključena, ne? Ki je pa oblast, ne? In ki ausglajza v nekaj določenem trenutku, ker zelo pozno še govori, da treba Jugoslavijo braniti, ne? Na CK-ju sicer, ne javno, ne? Ja, to repet zelo prenaša. Draga kolega, mislim, da se nevarno približujete točki, ko bo vajno razlaganje preteklosti postalo izrazito ideološko. Kar se mene tiče, ni problem. Dati se tega zavedaš. Za vse. Gremo, sedem malo časa zmanjkuje, ampak gremo še na zadnje vprašanje. To mogoče najbolj kontroverzen del vaše knjige, kjer obračunate z najbolj eminentnimi slovenskimi zgodovinarji, s Božotom Repetom, Jožetom Pirjevcem in Petrom Vodopivcem. Skratko, umestite jih v nek aparat, ki proizvaja predvsem po ideoloških postopkih neko identitetno vednost. Skratka, zgodovinopis je kot identitetno vednost, za katerega je v bistvu primarno značilno to, da si za primarni predmet jemlje narod in da narod tudi nastopa kot tisto bistveno razlagalno orodje vseh zgodovinskih procesov. Zdaj pa moje vprašanje bi samo bilo, verjetno ne bomo imeli časa zdaj razdelati teh vaših skem, ki so zelo kompleksne, pa se posvetiti vsakemu zgodovinarju tukaj posebej, če bi samo malo recimo lahko opisali čisto na neki bolj abstraktni ravni, kaj so temeljne značilnosti zgodovinopise kot identitetne vednosti, pa če se mogoče pol še malo navežemo na recimo institucionalne, čist materialne pogoje produkcije zgodovinopisja v Sloveniji, ker vi v bistvu za konec postavite to tezo, da zgodovinopisje, katerega predstavniki so ti trije zgodovinarji, ustvarja nek nepropusten zaprt sistem, ki privilegira ideološke postopke, ki jih uporabljajo ti zgodovinarji, medtem ko hkrati izključuje vsakršno teorijo. Skratka, to bi bilo moje zadnje vprašanje. A naj jaz začnem, ali boste videli? Kakorkoli. Glejte, jaz nisem obdeloval vseh zgodovinarjev v Sloveniji, tega tudi ne morem, ker se ne spoznam. Obdelal sem 3, ki veljajo za leve. In mene to šlo na živce, ne? Tako da je to spet polemičen tekst. Skratka, moja teorija je ta, da je Jože Pirjevc preprost tradicionalen nacionalističen zgodovinar. Da je Božo Repe zgodovinar tiste vrste, ki mu Foucault pravi rimska zgodovina. To je zgodovina, ki je sicer v srednjem veku bila najbolj popularna in ki dokazuje legitimnost vsakokratne oblasti. Po Repetu je bila vsaka oblast v resnici v svojem času ustrezna in potem jo je nadomestila druga oblast, ki je ustrezala novi epohi. Temu prav Foucault rimsko zgodovino pisje, legitimnost dinastij, suverenov in tako naprej. Lahko bi mi pa rekli tudi hegelijansko zgodovinopisje, kjer pač je vsaka oblast za svojo epoho. Dobra. Vodopivec je pa veliko bolj preprost. On je pa tisti tip zgodovinarja, ki mu pravi Foucault biblična zgodovina, skratka, ki gre od začetka časa, od stvarjenja sveta do odrešitve in do konca sveta, ko se izpolni telos zgodovine. In naslov njegove knjige je genialen. Od slovnice do države, nekaj tazga, ne? Kako? Pohrinjene slovnice do samostojne države, mogoče. Skratka, jaz sem to prevedel od simbolnega nasilja do državne represije, nekaj tazga. Skratka, ne? Fascinirajo ga aparati regulacije,
Ne? Pa zakaj je slovnica? Da se Pohrin je bil tak fin, naivn, uperil lepo besedo besedišče, ne? Tu malo besedišče je napisal slovar, ne? Napisal je slovnico, zelo lepo, ne? Ampak bazično je slovnica pač ustvarjanje, kot bi Chomsky rekel, mislim, tistega jezika, ki ima za sabo vojsko, ne? To je nacionalnega, standardnega jezika, ne? To je nasilje nad govorico, ki jo vsak dan govorimo. Do države, ki pa vemo, kaj je, ne? Skratka, in v resnici se bolj z suverenostjo domnevno nacionalne slovenske države konča zgodovina, ne? Zdaj mogoče Peter Vodokljuc, glede na to, kaj se je zgodil pozdaj, premislil, ne? Pa ne bo več veljel v Teos, ne? No, to je moja schema, ne? To je moja schema. Pisal sem pa še pod dvema vplivoma. Prvič pod vplivom tega, da velja za levo zgodovinopisje nekaj, kar za moje okus ni levo. In drugič pod vtisom institucionalne nemoči filozofske fakultete, da bi se konfrontirala, da bi se spustila v dialog z zasedbo fakultete leta 12. Takrat je mene fasciniralo in deprimiral hkrati to, da je filozofska fakulteta intelektualno ni bila sposobna navezati dialoga z študentarijo, ki je zavzela fakulteto, hkrati sem bil pa navdušen nad nivojem, intelektualnim nivojem, teoretskim nivojem te študentarije, študentki in študentov, ki so fakulteto zavzeli. In še nad nečim, kar je pa psihološko naravstvena poteza. Namreč, jaz sem se spomnil na svojo mladost, ki smo tudi razgrajali. Ne? Mi smo bili arogantni, nismo kaj dosti vedeli, ampak smo vse mislili, da smo požrli celo modrost sveta in smo bili agresivni. Študentke in študenti, ki so zavzeli filozofsko fakulteto, so izvrševali pedagoški proces nad profesorskim telesom te fakultete, samo da so bili profesori slabi študenti in študentke. No, to poglavje, leta 2012 mene ni bilo ja, to poglavje vaše knjige je prav gotovo najbolj polemično. In pa morda hkrati bi človek, torej, da mi boste upravičali ali pa mi boste razumeli, morda tudi najbolj šibko, v tem smislu, ker daje vtis, da so te trije gospodje pravzaprav nekako reprezentativni za slovensko zgodovinopisje, pa niso. Slovensko zgodovinopisje, to so morda gotovo najbolj eksponirani zgodovinari slovenski, ki dobivajo, ki ima njihova dela imajo visoke naklade, dobivajo intervjuje v največjih cajtogih, v televiziji in tako naprej. So nekako dežurni interpretatori, kako bi rekel, interpreti, ne, tako sedanjosti kot preteklosti. Jaz se seveda mislim, da so vse njihove interpretacije slabe ali pa napačne, mislim, da niso slabe in tudi niso v vseh pogledih narobe. Torej, vsekakor pa niso ne reprezentativni, niso dominantni. Torej, ta čas, ko so obstajali nekakšne korifeje v slovenskem zgodovinopisju, brez priziva, brez konkurence, je seveda minil. Danes je slovensko zgodovinopisje zelo razprto, tako tematsko, imate celo vrsto inštitutov, celo vrsto raziskovalnih projektov, kjer lahko dela vsak to, kar hoče, kar se mi zdi prav. Tako da ta vaša teza o dominantnosti, ali pa, kako pravite, se mi zdi, da je napačna. Posebej zato, ker recimo Refe, oni ima tudi, recimo, da je on recimo dominantni, ne na levem polu. Ampak on ima konkurenco ali pa rekel svoj fondov na desnem polu, v osebi Tamare Grisar-Pešar, ki med drugim ima svoj lastni inštitut, ki ga financira država, kar je pač
inštitut za narodno spravo. Inštitut, ki je pa izvzet drugače kot recimo Repetov projekt, v tem smeru pa lahko rečemo, da je dominant, on tudi ima velik raziskovalni program, mimo glede član tega programa sem tudi je, pa ne mislim, da so dominant slovenski zgodovina. Torej, na eni strani imate Repeta, če vzamemo njega, s svojim raziskovalnim programom, ki ga financira država, in na drugi strani imate inštitut Tamare Pečar, inštitut za narodno spravo, mislim, da se reče, kjer imate cel kup ljudi s socialnimi plačami, ki so pa drugače kot Repetov program ali pa Repetovi sodelavci izvzeti iz vsakršnega akademskih preverjanj, akademskih diskusov. In ki so na desni, njihova dela imajo prav tako veliko, so subvencionirala velika naklade in so tako reče dominantna na tem desnem polu. In tako se pravzaprav reproducira neka schema, neka matrica v 21. stoletju, ta matrica belo ali pa desno, klerikalci, liberalci, belo ali pa rdeče-belo, do danes. Torej neka bipolarnost, neko sovraštvo, vzajemno sovraštvo, neka bipolarnost, ki se je začela tam konc 19. stoletja, in se potem pod različnimi barvami ali pod različnimi oznakami producira v 21. stoletju. Tako da, to je moja teza, ki sem že večkrat povedal, mi Slovenci pravzaprav živimo v eni stoletni vojni. Torej, konstantno torej ta nasprotja in in odraz teh nasprotij je tudi vsta ta dva primera. Na eni strani Repen, na drugi strani Pečar. Torej, to obe strani. Jaz se sam, da ne strinjam tukaj. Prosim, kaj praviš? Strinjam se s tabo. Ne strinjam se. Če bi se ne rekel, da pač so te trije dobro izbrani zgodovinarji, mislim, da pač imajo dominantno pozicijo, če ravno ne mogoče nimajo za sabo mogoče najmočnejših, najbolj bajnih projektov finančno, ampak pač v ideološkem smislu, Tamara Pečar se z Repetom pa z njegovim interpretacijo zgodovine ne more meriti, recimo, ker se to ne odraža v učbenikih za nobeno osnovno šolo. Recimo, kdor določi te prenove učbenikov, kakšna vsebina, na kakšen način se razlaga zgodovino, kakšna je paradigma zgodovine, to ni vpliv Tamare Pečar, tudi rečeno. No, vse druga pota so, ki si pomeni, Križnica, Križnica je bila... Ideološki aparat države. Križnica je bila velika stvar, ko si ti imel res veliko katoliško gibanje iz preloma v 19. stoletje. Recimo, če je odbor za varstvo človekovih pravic imel na vrhuncu 100 članov, pa vsi upravičimo rečemo, wow, je imela samo ena verska kongregacija rešnega telesa 100.000 članov na Kranskem, pa so bile kongregacije še v vseh drugih deželah, in bilo to res gigantsko največje gibanje slovenske zgodovine, pa danes temu ni tako. Katoliško gibanje je samo ideološki aparat ene stranke, SDS, ampak to je neka druga debata zdaj, to ne moramo toliko dalje očiti, Bi pa rekel, da vendarle, kot si sam rekel, Sašo, večina intervjujev, interpretacij zgodovine na televiziji pride iz te vrste, recimo. In jaz mislim, da je res problematično to, ker se to prodaja, se interpretira kot levičarstvo. In zdaj, kaj je levica tukaj, so definirale velike ljudske ustaje v zadnjih letih, je definirala recimo zasedba borze, Bojza je definirala Delavsko-Pankrska univerza, nekdanja je definirala zasedba filozofske fakultete, kjer se je merilo levice ni zvedlo na neko kulturalistično razliko, ali smo za cerkev, ali smo proti cerkvi, ali so partizani, domobranci, pa da je to levo, desno, ampak je takrat vse trudoma, tudi z medijskimi prodori, recimo, usililo nek nov diskurs, da je treba meriti levico, desnico v odnosu do kapitalizma. Ampak tudi se od 20. stoletja ne vem malo ali nič. Ampak nekaj pa bi že se mi odbijali. Hočem reči, da ta spopad... Zakaj ne pomeni dokazati? Ali ni slovenska levica 20. stoletja drugače, kot bi bila pravzaprav morala? Ni kozmopolitska, ampak je nacionalna, nacionalistična.
Mislim, če govorimo o... In zato pridemo do tega kleča. Mislim, ne vem, če sem čisto dobro razumel poante, ne, definitivno je levica komunistična, socialistična, ne, bila nacionalna, je bila nacionalistična, ampak to ni pač nekega nobenega nasprotja s to, ker je bila to njena ne, ona je predelala pač, imela svojo paradigmo nacionalnega vprašanja, ne. Vemo, da je bilo v prelomu iz 19. 20. stoletje, imamo zelo veliko različnih interpretacij nacionalnega vprašanja, kot imamo zelo veliko različnih interpretacij, kaj je katolicizem, kaj je kapitalizem. Od katoliške, socialistične, anarhistične, komunistične, kasneje se bodo pridružile še fašistične, nacistične, recimo, no. Zdaj, med njimi seveda obstajajo pač, ne vem, razlike, ne, in pač, če ne verjamemo, da so vsi diskurzi na koredni, bomo rekli, da so ene prav, druge pa narobe zelo postavljene. No, meni je všeč, da se vidna kregata, da sem pa jo pospodbudo. Ne, zato, ker pa sta vidna strokovni diskurs, jaz sem pa outsider, ker me sem neki jezil. Najprej bi dal eno zlobno pripombo, antilevičarsko. Stvari, s katerimi je imel marksizem problem, so znane kot vprašanje. In to so 3 vprašanja. Nacionalno vprašanje, žensko vprašanje in agrarno ali kmečko vprašanje. Samo fusnota. To sovjetski zvezd so vse nekaj zelo vprašanje. Jaz nimam nobenih težav, ne z nacionalizmi, ne ženskami, kaj še razpet. To so moje vprašanje. Ampak marksizem 20. stoletja, da, recimo ortodoksen, ne, je pa imel problem s tem. No, skratka, to je eno. Drugo je to, da vam svetujem, da berete knjigo Erika Wolfa Kmečke vojne 20. stoletja. Kaj ti kmečke vojne 20. stoletja so socialistične revolucije? On je to genialno obrnil, ne? In kakšna socialistična revolucija pa je vietnamska, če ne nacionalna. Kakšna pa je kubanska, če ne nacionalna. Kakšna je pa alžirska, če ne nacionalna. Ampak kakšna je pa jugoslovanska, je pa internacionalistična. No. Čak. Avnoj, Zavnoh, Slovenski narodni srednji odbor. Vse so nacionalne. In izhajajo iz antifašističnega boja. Ne iz tega, da govorimo isto špraho ali pa podobno, no, pa da se razumemo, ne iz tega, da imamo genetiko podobno, ker nimamo, ne, ampak iz političnega projekta, ki povezuje jugoslovanske narode. Zdaj, tukaj neham, ker pa se pa začne komplicirati zadeva, ne? No, zdaj pa še samokritika, ne? Res je, ne? Ti 3 primeri niso reprezentativni, niti niso dominantni. Jaz sem imel še eno srečo, da sem jih lahko združil v semiotični model, ne? In tukaj je seveda, temu bi rekel, zihar abstraktni idealizem, ki je prevladal nad metodo. Vendar pa bi lahko rekli drugače, bi jaz moral reformulirati zadevo. To so medijski intelektualci. In to postavlja eno vprašanje, ki je izjemno žgoče. Namreč soočenje med teorijo in stroko in medijskimi ideologijami, ali pa so medijsko ideologijo, se mogoče samo eno, ne? Danes sem lahko, a veste, in da bom postal čisto konkreten. Vsi modrujejo o dolgu. Pa vidite, da noben ni prebral knjigo Kdo komu dolguje, kjer smo zbrali gradivo o grškem dolgu, o Portugalu in tudi o slovenskem dolgu, kjer je kolega Furlan sodeloval, ne? In kjer je veliko umazanih podrobnosti naštetih, ne? Kar bi mora zanimati medije, ki hočejo imeti ekscese, pa vendar niso brali. Vsi modrujejo v univerzi in bojo zdaj spet začeli, ne, ker so skozi neke afere na univerzi. Noben ni bral, kaj po univerzi, ker smo pisali skupaj, ne? Skratka, vprašanje, neprepustnost te glavnih občil, teh, ki formirajo tako imenovano javno mnenje, ne, za strokovne in teoretske prispevke, na drugi strani pa, ker moramo biti samo kritični, nesposobnost
ustanov teorije in stroke in ved, da bi prodrla javnost. In se javne debate dogajajo na ravni, ki je, če rečem, popularno podan. Ne? A veste, to so ideologije mednarodnega monetarnega sklada, pa Svetovne banke, pa Evropske komisije, ki jo vodi gospod Juncker, ki je, ko je bil predsednik vlade v Luksemburgu, naredil Luksemburg za davčno oazo, ne? Skratka, nekdo, ki nima čistih rok. Ne? Skratka, na tem nivoju se vodijo javne razprave, ne pa na nivoju, ki obstaja tukaj, obstaja v slovenščini. Ni treba niti brati angleški, ne? Iskati po spletu. In vendar to ne prodreva občina. Se je prodrlo na času stajanja tega, da je ogromno teh vsebin prišlo, ampak je bila zraven pač nek pritisk množično. Ja, mislim, da mi zaključiti počasno, vsaj s tem delom, zdaj bi publiko vključil še v razpravo, tako da nekaj časa še imamo, tako da dvignite roke, če imate kakvo vprašanje za kogarkoli, kako kritiko, kaj podobnega. Za profesora, za gospoda Močnika. Če lahko poveste kaj več o teh drugih literatih, ki so bili se pravi nekih šolskih, kjer ste menili Zajc in druge, ampak ti drugi Aha, mislite tiste druge perspektivah, ne? Lejte, Taras Krmavner, ne? Taras Krmavner je bil nekdo, ki zelo veliko pisal in prav zato ga zelo malo berejo, ne? Je veliko napisal. Ja, bil je, mislim, nekdo, ki ni bil srečen, če vsak dan ni napisal, ne vem, 20 strani, ne? Ne tako, kot Thomas Mann, ki je napisal po 2 strani. Ampak imel Krmavner, jaz sem mu napisal nekrolog, ne? Ki je izšel v Objektivu. Krmavner je neverjetno pomemben za formiranje literarnega kanona od, recimo, Daneta Zajca in Strniša naprej. Ne? On je zmerom poskušal ugotoviti, kaj hočejo novi literarni in pesniški talenti, ki so se prikazali, in je postavil njihovo ideološko platformo boljš, kot so jo oni sami znali, in je potem to lansiral v javnost in je s tem ustvaril, recimo, reizem, oho, šalamun. Ne? To so vse Krmavnerjevi izdelki. Brez njega to ne bi bilo nič. To bi se zgubilo v nekih starih številkah Tribune. In skratka bil je izjemno širok, forsiral je tiste, ki niso bili uveljavljeni, in na koncu je padel v depresijo in zapustil novo revijo in začel pisati o gentilizmu, to, če bi mi rekli identitetna ideologija, in se umaknil na deželo. Skratka, zelo zanimiva figura, ki je pa seveda zelo veliko napisala, tako da težko zaključovati. Ampak, ne, absolutno simpatična figura. Sloveni zadnji so zapavili, no? Srečanje in Pisal, ja, srečanje skala, da ste portrete. Skrižna srečanja. Ja, ampak pisal je spominje več čas. Ker ni mogel, da ne bi, ne. In tam je fino, ker je zelo pristranski, ampak tega ne skriva in je sočen, ne, dosti lepe portrete. Potem Primož Kozak, ne. Eden največjih slovenskih dramatikov, če ne največji, ker je obvladal dialektiko dialoga. Njegove drame so sjajne, so sartrovske, ne. Ampak njegov dialog je, mislim,
genialen, ne, berite to, ne, se to je šolsko branje več od manj, ne. In pol je postal sicer žrtev antikomunizma, ne, in ga zdaj kot antistalinističnega interpretirajo, ampak Primož Kozak je velik dramatik, ki je zdaj organiziral dramski dialog, jasno pokazati pozicije protagonistov skozi njihov govor in skozi njihove konflikte, ki pa imajo seveda svojo definitivno mejo. Zadnja drama, ki je še gledljiva, je Kongres, kjer opisuje spopad med Kavčičem in stalinisti, ne? Kjer ima tudi zelo všeč mi je, da je tam rektor, ne? Taka resnico protagonistična figura, čeprav ga je sjajno igral, v prvi izvedbi je igral Stane Sever. Kaj? Stane Sever, ki je posnemal Struno, ki je bil res rektor Ljubljanske univerze, ampak Struna je bil simpatičen, Struna je branil tribuno. No, skratka, Primož Kozak, ne? Njegov če je pa že taka dela iz revolucije melodramo, ne? Potem Veljko Rus. Veljko Rus, ki je postavil neko varianto samoupravljanja, ki je bila legitimna v času, ko bi se dalo o tem razpravljati, zdaj je pa kot liberalec končal, ne? In izdal knjigo, ki ima med drugim naslov Podjetizacija države, ne? Skratka, liberalni koncept države, ne? In njemu, on je v času razbijanja Jugoslavije rekel, slovenski nacionalizem ni nevaren, ker ni agresiven, ker ni ekspansiven, ne? To je on rekel, jaz sem takoj imel repliko, kot sociolog ne bi smel pozabiti na prve žrtve slovenskega nacionalizma in to so Slovenke in Slovenci, ne? Ampak takrat je že bil v liberalni fazi, ne? Potlej, ja, pomestni Jerovška, evo. Jerovšek, zelo dober industrijski sociolog, raziskoval strukture moči v komunah, v občinah, ne? V municipalni oblasti. Zelo solidn, ne? In ko je postal direktor televizije, sem jaz rekel, hvala Bogu, televizija je ena gromazna organizacija s 1500 zaposlenimi, mi končno je postal nekdo, ki se je spoznal na organizacije, njen šef, ne? Ampak je začel pač, ni uporabil svojega znanja, ampak je začel ideologizirati, bil je na strani Demosa in tako naprej, škoda, ne? Evo, to so bili recimo nekateri perspektivaši, ki so bili v določeni fazi interesantni, ne? In ki niso bili tako kot Dane Zajc, ki je bil preprost, ali pa Grafenauer. Niko, recimo. Ja, ne smem reči, Unger Zastarga, ja. Niko Grafenauer, poet, ne? Ki je klepo dobre, dober obotnik, ne? Pri njemu se vse rima, pa celo ritem spoštuje. Čizar Zajc ne zna. Pogledajte Zajčeve otroške pesmi, ki se jih morajo bolj otroci učiti, ne? Nimajo ne ritma, ne rime, ne? In si jih je zelo težko naučiti, pa primitivne so po poantah. Ampak ok, oni kanoniziral ga je pa kar malo. Recimo, no? Če no, potem bi se zahvalil vsem govorcem, pa publiki